Že pred nekaj časa je mestna občina Maribor napovedala, da se bo lotila projekta sanacije Malečniškega mostu, za katerega bo potrebovala približno 1,5 milijona evrov. Občina je k sodelovanju pritegnila tudi Dravske elektrarne Maribor, ki so v ta namen pripravljeni prispevati okoli 400 tisočakov. Na novinarski konferenci lokalnega odbora stranke SMC pa je poslanec Branislav Rajić presenetil z informacijo, da so dosegli, da obnovo mostu prevzame država. Z občino se nisem dogovarjal, ker pa ne rečemo temu solo točka, enostavno poslanec ima možnost, da da pobudo, ko ugotovi, da je nekaj možno, in jaz sem pač videl, da se ta cesta čez most oziroma celi most ne bo obnovljena samo z občinskimi sredstvi, ker teh sredstev enostavno ni. Po drugi strani ta povezava je postala tako pomembna, da resnično ni več samo občinska, je pa regionalnega značaja. In je prav, da se država v to vključi. Vendar na Ministrstvu za infrastrukturo teh navedb niso potrdili. Ministrstvo ni prejelo uradne pobude za spremembo kategorizacije omenjene ceste. Na mestni občini pa trdijo, da so prav oni začeli s pogajanji za prekategorizacijo prej omenjene ceste. Tako da o točno tej prekategorizaciji je bilo že enkrat v začetku leta, smo se pogovarjali o možnosti, ampak tukaj smo dejansko samo takrat izrazili mnenje, da smo za vsako tako stvar zainteresirani, in potem smo dejansko čakali, da se to na ravni države in bom rekel DRSI-ja, se pravi ministrstva, to realizira. Poslanec stranke SMC tudi te navedbe direktorja občinske uprave zanika. Imam svojo pobudo iz 16. novembra, od 16. novembra 2017, da sem to dal na Ministrstvo za infrastrukturo. Imam odgovor spet naslovljen name iz 26. marca, da meni, poslancu, odgovarjajo, da je moja pobuda v redu, da bo preučena in kakšna je pot, da se ona izpelje. In jaz mislim, da je to, čeprav ni zdaj zelo pomembno, da si lastimo zasluge, da je to en skupni napor, ampak jaz sem tu, se mi zdi, pripomogel, da je res to šlo v izvedbo. Kljub nejasnosti, kdo pravzaprav nosi zasluge za prekategorizacijo ceste in posledično državno financiranje njene obnove, pa slednje, kot kaže, ne bo vplivalo na končno izvedbo. Ta stvar teče sedaj v skladu z postopkom in se veselimo, da je država prevzela to investicijo. Namreč to pomeni, da je občina v letošnjem proračunu, bom rekel, prihranila eno veliko investicijo v vrednosti 800 tisoč evrov, ki jo bo izvedla država. Bo pa ta investicija, se pravi premik začetka investicije iz letošnjega leta šel v naslednje leto, ampak to je bila tudi stvar usklajevanja med strokovnimi službami. Kljub predvolilnemu napenjanju mišic, na mestni občini ostajajo konstruktivni. Vsakdo, ki je, bom rekel dobro besedo, da se to izvede, je pripomogel v projektu, to lahko rečem. Tako da mi imamo interes, da občina, bom rekel, več sredstev, več investicij strani države dobi. Vse torej kaže, da bo mestna občina Maribor kljub nekaterim predvolilnim poizkusom merjenja moči dobila prenovljen Malečniški most, ki bo služil predvsem njenim občanom.